jaz se bolj počutim, če poslušam sebe, ko pa neke številke, ne. Saj seveda jih upoštevamo, pač zadnje 3 leta še posebej napram prej, ampak ja, sem bolj na strani intuicije. Koliko je pomembno, da si postaviš in pričakovanja, načrte, prioritete, ne? Ker če ne, pole te res zanaša na vse konce. Ta trg je, se mi zaradi tega toliko triki s temi prehranskimi dopolnili, ker nikoli ne veš, kaj dejansko pač kupiš, kaj je dejansko noter, ne. Evo, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes smo prav posebno gostjo, Nastja, lepo pozdravljena na podcastu. Ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica podjetja Malinca, podjetnica in ljubiteljica zdravega življenjskega slova, bi se lahko rekla. Ja. Tako? Dobro si opisal. Tako pravim, čim bolj strniti, zmeraj mi je težko strniti, recimo kakšne goste, ki se ful z reči ukvarjajo in pol je težko strniti, da nekaj pustiš zunaj, oziroma da je dovolj kratko. Nekaj ne spustiš, ne? Ja, tako je, da ne, tako je. Tako da, evo, hvala, ker si se vzela čas, vem, da je pestro. Lokacija je čudovita tukaj pri vas. Sem se pelala iz Ankarana zdaj v Brda in je prav uživala sem, sam gledala sem okoli, sonček, idealno. Mislim, se še malo stala, sem se zluksala na sončko, super. Fajn se mi je pripravil. Ja, tako da res si izbrala ta pravi teden. Prejšnji teden bilo dež smezi in pole zdaj je tako sončko. To je šajba, pri nas rečemo. Tako, kje si bila zdaj v Ankaranu? Ja, zdaj sem bila v Ankaranu, sem imela eno kuharsko delavnico za otroke, oziroma pripravo zdravih zajtrkov. Ja. In kako ste? Ja, super, meni je vedno fajn z otroci delati, ker so taki radovedni, se jih zanima, tako da odkar smo v bistvu v Malinci leto pa pol nazaj se malo šli na področje otrok v smislu, da smo lansirali Malinca Kids linijo, smo tudi ta segment izobraževanja otrok vključili pa zraven, tako da imamo te delavnice za pripravo zdravih zajtrkov, tudi v Mini City imamo svojo Malincino sobo, ker v bistvu otrokom skozi neke igre zanimive predstavljamo pač zdravo prehrano, šport, gibanje, tako da smo v ta segment zdaj do leta pa pol kar veliko časa in energije vlagamo. In kako se odzivajo otroci? Ful fajn. Ja, mislim, meni z otroci najbolj delati, tako sem rekla, ker so iskreni, izvedavi, zanima jih, radi probajo stvari, tako da meni je ta segment super. Ja, tudi jaz sem recimo skozi leta vedel, ker sem imel na začetku predavanja tako za mlade športnike in tako na začetku, to je bilo 2017, 18, 19, še ni bilo toliko informacij, tudi otroci niso oziroma mladostniki poznali. Zdaj pa, ko predavaš, pa govoriš o tem, se mi zdi, da dosti več je teh nekih poznanih informacij. Ja, pa tudi danes, ko sem se pogovarjala, mislim, da jih je bilo 9, jih je bilo v skupini in vedeli so, mislim, tak jaz vedno razložim, kaj vse mora nek zdrav zajtrk vsebovati, naprimer, in vedeli so, kaj so hidrati, kjer so dobri, vedeli so, kjer so zdrave maščobe, jaz sem pa presenečen, vedeli so, kaj so vlaknine, kje ste se da naučili in so rekli, da imajo pri gospodinstvu, naprimer, en predmet, ki se pač to učijo, mislim, da v 6. razredu. Sicer lahko bila 7, rekla, da že vse pozabila, mislim, tako da vse na nekaj na tem področju dogaja. Ne, se fajn, da se razvija, kar se spomnim jaz, moje gospodinstvo je bilo tista prehranska piramida in je bilo pač to, ne? Ja, malo smo kuhali, nas je bilo isto, Gre v pravo smer, tudi, dve punci se mi presenetile, ker sta vedela danes, ko ste rekli, mi imamo na hladilniku 30 vlaknin različnih na teden in si poklukamo, rekla, kaj smo jih 35, pa to so punce stare 9 let, smo tako, okej, v redu, gre v pravo smer. Kako pa recimo ti, ko si govorila o tem zdravem zajtrku, kaj recimo mora vsebovati zdrav zajtrk? Ja, jaz otrokom hočem čim tak na bolj enostaven način razložiti, torej vedno gremo na neke kompleksne ogljikove hidrate in potem razložim, kjer to so in zakaj boš da izbiranim neke polnozrnate stvari, ko pač babele, pa ima zdrave maščobe, vedno to pa spet naštejemo, katera živila vsebujejo zdrave maščobe, pol gremo na vlaknine, tukaj se pogosto pozabi, da jim zložim, da je to fajn za prebavo, da tako, beljakovine, spet pri vsakem segmentu pa naštejemo, kje to najdejo, in na koncu seveda minerali in vitamini in to so teh 5 stvari in ko delamo zajtrke, pri vsakem zajtrku povemo, vsak zajtrk mora vsebovati vseh teh 5 stvari in potem povemo, sadje vsebuje to vlaknine pa vitamine, po sestavina gremo, da vidimo, če vsak zajtrk, ki ga pripravimo, res vsebuje vse to, kar smo mi prej našteli, da je fajn, da nek ravnotežen zajtrk ima. Tako nekako. Kako je preprosto, zdrava prehrana, Ja, v bistvu zelo preprosto in tudi otroci to hitro skapirajo, jasno meni, ful mi je dober, vedno, ko imam delavnico, je kar nekaj otrok, ko neko stvar probajo prvič, in danes je bilo kar nekaj takih, ki so prvi probali avokado, naprimer, a pa čija semena, mislim tako,
A pa ne surov kakao, ne, kaj je sploh kakao, ko se mi zdi, da otroci tudi, ko se pogovarjaš, vejo, kaj je nezdrava prehrana. Ko sem jih vprašala, čokolada pa ni zdrava in da jim pač razložiš, a ne, da mislim, kakao kot tak je ful zdrav, sam pač, zdaj, če je 3/4 cukra, ja, pa res ni mogoče tako, a ne, da jim v bistvu to, a pa ne vem, ko smo delali neko čokoladno kašo, je bilo prvi, to ni zdravo, a ne, kao pač variant, da nek čokoladišče, kao ful sladkorja in potem spet jim razložiti da ni nujno, da je tako, a ne, ne. Vidim, da se o tem veliko pogovarjajo in doma in v šolah, ki imajo, sam zdaj jim treba te pojme malo razločiti, kaj je zdaj kaj pa mogoče ni to, oziroma kaj so neke boljše alternative, no. Ja, se zmene je ono iskanje, kako lahko optimiziraš, kako lahko nekaj narediš boljša, ker se jim da na primer čokolinota, ali zbereš tisto mogoče beljakovinsko varianto, a pa da zraven malo beljakovin in je že ful boljš kot samo navaden. Ja, ali pa kako se lahko, ne vem, tako stvar načeloma iz 3 sestavin narediš sam doma, ne, se rabiš vse kosmiče, rabiš surov kakao pa neko sladilo, ne, jaz vedno rečem, da polči že uporabljamo sladila, mislim, nek sladkor, ne moramo sladkorja belega uporabljati, ne vem, ali med, ali nek datlja z bananami posladkamo, ali z nekimi javorji, mislim, nekaj, kar ima neko dodano vrednost, da vsaj nekaj še zraven dobiš, da niso tiste prazne kalorije, no, tako. Tak način. Kako pa recimo glede zelenjave, ker recimo se mi zdi, otroci se delijo na 2 pola, tisti, ki ful radi jejo, recimo, ki si dala primer ti prej vlaknin, ne 35 različnih, na drugi strani so pa tisti, ki prav ne marajo zelenjave. Kako pa recimo pri zelenjavi jih pripraviš, da malo več tega pojejo? Mislim, jaz lahko vem, kak sem mojega otroka, pa mojega moža, ker doben je neki zelenjave, nista njih ljubitelja. Jaz v bistvu provam skrit v različne stvari, ne, naprimer jaz, ko delam bolonsko omako, dam 2-krat več zelenjave kot mesa, če dam pol kile mesa, dam 1 kilo zelenjave, ampak to je zmiksan, da se dansko ne vidi, dam korenček, dam papriko, dam paradižnik, vse je v omaks in dansko ne veta, da je ta ful zelenjava in je ful dobra bolonska omaka, ne. Pa še čebula, česen, tako da takoj dobiš 5 različnih vrst ali pa 6 različnih vrst neke zelenjave. Tako da ja, veliko jemo juhice, pač da v bistvu skuham zelenjavo, zmiksam, tisto je okej, to ne vem, juhice zelenjavne imata ful rada oba, tako da probamo neke stvari, jih malo prikrit zraven. To je najlažje, ker če ima jaz dam papriko, pa paradižnik, solato, sploh to doben ne bo pri nas jedel, ne. Tako da pa na tak način, rihtam stvari, ja. No, zdaj smo se že ustavili te malo zdrave prehrane, ker se je lahko videlo, kako si entuzijast glede tega. Kako se pa začela recimo tvoja ta pot zdravem življenju, zdravem življenjskem slogu in tako, če nam malo lahko predstaviš na hitro. Ja, v bistvu me to že nekako tako zanimalo, ne vem, kdaj točno zares ampak vem, da me to že v srednji šoli, pa pol na faksu. Čisto zares se pa pol nekako začelo, ko sem bila na faksu, dobila ponudbo, da začnem delati kot vodja enega športnega centra, športnega wellness centra v Velenju. In takrat se mi je pa takrat sem se začela še mogoče malo več športati, kot sem prej. Mi je ta zdrav način življenja prirastel še bolj blizu, no. A veš, in od takrat naprej se mi zdi pa, da je pač to tista stvar, kateri skozi trenutno. Tudi moram reči, da jaz sem že bila kot mala, smo se veliko hodili v gore, veliko smo se ati me skozi neke športe, vse možne športe sem trenirala, da šport mi je bil blizu. Potem pa še tisto kuhanje tudi, ko me je babica, pa ati sta me zelo v kuhanje usmerila, ko oba ful rada kuhata, ful dobro kuhata. Tako da nekako, sam pol, da sem dobila še malo nekega drugega znanja, navdušenja nad tem in pol sem se nekako se to združilo v eno celoto. Jaz sem pol nekako ugotovila, da če delam za druge, to ni to, ne, najbolj, da rabim neko svojo prosto pot, da lahko uresničujem svoje ideje in da pač delam, kadar hočem in kaj hočem. In pol iz tega v bistvu nastala ideja o Malinci. Nekako sem združila v njo stvari, ki sem jih takrat znala in so mi bile blizu, torej pač ta zdrav način življenja, šport, kuhanje, ekonomija, meni je bil jaz sem pač ekonomski faks hodila, zelo mi je bil blizu marketing, podjetništvo in predvsem spletni marketing me tega zelo zanimal, sem že prej za druge malo to delala. In ja, to sem dejansko združila vse skupaj v eno poslovno idejo, ki ni bila nič revolucionarnega, ampak samo pač stvari, ki sem jih rada počela. Zraven sem povabila še svojo najboljšo prijateljico, Andrejo, ona je bila brez skrbne, iz faksa, brez obveznosti, doma smo živeli tako, nič nismo imeli za zgubiti, ne. In smo se podali na to pot, ki zdaj traja že 12 let. 12 let, ne. Ja, zdaj, ko sem se malo pripravljal na podcast, da te malo bolj spoznal, sem pole poslušal podcast, ki ste imeli z Uršo. In mi je bilo tako zanimivo poslušati to zgodbo, ker itak poznam brand Malinca, ampak nisem vedel, kako se je to vse začelo, tako da mi je bilo zanimivo, kako je ven z neke strasti ratala pole podjetniška pot, uspešno podjetje in tako naprej.
Tako da zanimivo. Kaj recimo kako bi opredelila kaj so bile neke glavne stvari, ki so naredile recimo podjetje pa Malinco uspešno in kaj te je pripeljalo do kjer si danes? Ja, jaz bi prvo rekla da obe zelo rade počneva, kar počneva. To mora biti, se mi zdi, če dolgoročno neko zgodbo peleš, moraš tem res uživati. Ne? Ker če ne, se vse te ovire in prepreke na poti odvrne od tega, da bi mogoče dan nadaljeval, če res ne uživaš v tem, kar počneš. To je ena stvar. Druga stvar je konstantno izobraževanje. Pa ne samo neki na področju zdrave prehrane, pa tega, to se mi zdi, že tako v osnovi, skozi spremljaš, te stvari so ti bolj na področju, potem, če hočeš, da podjetje dejansko nekako raste, uspeva na področju vodenja ljudi, na področju financ, marketinga, teh ekonomskih stvareh bolj. To pa predvsem osebnostni rasti, ker se mi zdi, da če ti hočeš voditi neko podjetje dolgoročno, pa pač o tem uživati, da moraš biti ti prvo na mestu, svoje stvari imeti poštimane, da lahko potem ti vodiš ekipo pa motiviraš druge. Tako da, ja, pač na teh področjih se obe veliko sva se izobraževali in se še vedno, se mi da to je pač nikoli konca. Tako da, to potem pa seveda včasih poslušati tudi druge. Na začetku sem imela s tem veliko izzivov, zaradi tega, ker pač vedno misliš, da imaš ti prav, da bo po tvoje bo pa res najboljš. In ja, na tej poti smo si pa mogli večkrat kakšne mentorje dobiti, da dobiš neke feedbacke iz drugih strani, da takrat, ko si v nekih težavah, da si znaš poiskati pomoč, mogoče tako, če to povzamemo. To se mi zdi pomembno, to, da se tudi upaš izpostaviti, povedati svojo zgodbo, da te ljudje spoznajo. Se mi zdi, da ljudje vedno rajši kupujemo, pa spremljamo ljudi, ko vidimo, kdo je za znamko, tako. To pa marketing, jaz mislim, da marketing v današnjem svetu je zelo pomemben, ker ti lahko še imaš neko dobro izdelek ali pa storitev, sam, če ne znaš ta izdelek in storitev spraviti, potem nekako do ljudi, da zvejo za njega, ni nič. Tako da jaz mislim, da vedno mora biti dolgoročno, za neko dolgoročno uspešno zgodbo oboje. Torej, da imaš dober produkt ali pa storitev, hkrati pa, da se znaš tudi marketing na drugi strani. Tako da, ja, to bi rekla, da so tiste glavne stvari, ki so nas pripeljale do te točke. No, pa mogoče to, ki je zelo pomembna, da si tudi mogoče tip človeka, je lažje. Saj jaz sem zdaj ugotovila, če si dokaj flegmatik in da se preveč ne sekiraš za druge stvari, ker sem videla v podjetništvu toliko enih preprek in odločitev in stvari, ki, če si preveč jemlje stvari k srcu, te hitro lahko pokoplje, pač ali stres, ali kakšna izgorelost, ali karkoli, pa tudi, da znaš reči po drugi strani pač ne. Jaz sem bila s tem, jaz na začetku, da sem hodila vse, pa bi to, pa bi uno, pa to, in dokler imaš fokusa in se naučiš reči ne, je too much. Res rabiš, če hočeš neko zgodbo, pelati se fokusirati na eno stvar, mislim, pač na nek mali sklop stvari, pa dati mogoče drugim stvarem samo reči ne, da lahko kaj zgradiš iz tega. To bi še dodala. Te si mi dala zdaj ful istočnic, ki bi jih zdaj rad predelal. Mogoče pa tej ta zadnji stvari, ki si zdaj omenila, reči ne in flegmatika. Nekateri podjetniki pravijo, da na začetku, se pravi, ko začneš, je fajn čim več stvari delati, ampak potem prije do neke točke, ko moraš začeti, ko si rekla, reči ne. Kje recimo prepoznaš, kdaj pride do tiste točke, da moraš malo spremeniti strategijo? Jaz sem po moje pa 3-4 letih ugotovila, da tak moj način razmišljanja, ki sem ga imela na začetku, ni okej. Zaradi tega, ko na začetku gre, malo testiraš različne stvari, vidiš, v katero smer, kaj se ti odpira, kaj je boljš, to je fajn, da malo testiraš stvari na začetku. Ampak pol, ko pa vidiš, v katera smer, pa je mogoče tista ta prava, da greš v tisto smer, in ker jaz sem pa hodila še to dodati, pa še ono dodati, pa tako, pač ni fokusa bilo. In jaz mislim, ja, na začetku ja, ampak jaz mislim, da moraš, če hočeš nekaj peljati, pa dejansko nekaj iz tega narediti, kar hitro ugotoviti, katera smer je tista prava, da pa v tisti smeri nadaljuješ. Saj se itak so neke spremembe, pa se vsako leto neke stvari spreminjajo. Tudi pri nas, neka dolgoročna strategija ni smiselna. Smo imeli, pa vsako leto se toliko podreke, se toliko novih stvari zgodi, da je nesmiselno. Mi dejansko zdaj, ko delamo, vedno planiramo samo za eno leto naprej. Zaradi tega, ko smo ugotovili, vse, kar je več, je brez zveze. Je samo potrata časa, ker je pač in na spletu in v tem segmentu, ko smo mi se stvari res
hitro spreminjajo, nima smisla nekih dolgoročnega planiranja, ker zdaj včasih podjetniki na začetku si ful pripravijo neke strategije, pa plane, pa to vse super, ampak pač v realnosti pač ne rabiš ti veliko, ampak moraš sam znati hitro sprejemati odločitve, pa se v pravo smer obrniti, pa ne vem, enkrat na leto narediti dober plan, pa mu približno slediti, vse mu ne moreš, ker se spet stvari spreminjajo, ampak ja, držati pa tukaj nek fokus, ker če te hitro te zanesem, jaz vem, vsaj, če si odvisno sicer od karaktera, pa jaz vem, da sem taka, da me hitro stvari pa neke ideje bi lahko drugam zanesle, da se moram nazaj držati, oziroma je ful fajn, ko imam Andrejo, ki me ona moč pa malo nazaj drži. Kako pa recimo pri tem sprejemanju odločitve, se pravi, katero pot izbrati, kako spremeniti stvari, na kaj se zanašaš, ali je to nek interni feeling, neka intuicija, ali so to samo številke, ali je to kombinacija obojega, kako bi to opredelila? Jaz bi rekla, da v preteklosti je bila bolj kot ne intuicija, in tisti nek občutek, kaj je prav. Mislim, da zadnje 3 leta lahko rečem, da v to intuicijo vključujem še številke, ampak bi še vseeno rekla, da sem bolj na strani intuicije, kot pa številka. Še posebej zdaj, ko že toliko poznaš trg, stranke, biznis, v katerem si, se mi zdi, da pa tudi jaz se bolj počutim, če poslušam sebe, kot pa neke številke. Saj seveda jih upoštevamo, pač zadnje 3 leta še posebej napram prej, ampak ja, sem bolj na strani intuicije. Ja. To me je všeč, ker si zdaj povedala, ker sem zdaj v podjetništvu dostikrat samo preveč številke, analiziraj trg, kaj trg potrebuje, če tega še ni, a pa če je že to nekaj na trgu, ne smeš iti v to smer, moraš dobiti neko svojo smer, pa se mi zdi, ta intuicija je nekaj ti lahko da, ne? Če jo znaš poslušati, oziroma če znaš prepoznati, kaj je res intuicija in kaj je pač... Ja, kaj ni. Pa se mi zdi, da tudi pol delaš v tisti smeri, ko je te povšeč. Jaz bi lahko šla, da je v kako drugo smer, če bi številke reče, to je boljš. Sam, če pa to ni v skladu s tem, kar pač je meni cool, ne vem, raje gremo pa v tisto smer, ko je meni okej, če se že moram odločiti. In tiste stvari, ko jaz mislim, da pa ne, da bi bilo mogoče boljš. Pa tudi na tak način se bolj razlikuješ, se mi zdi, od drugih, dobiš tudi mogoče neko konkurenčno prednost, ki če skozi gledaš pač številke in kam moč delajo drugi in v katero smer gre trg, postaješ vedno bolj podoben konkurentom. Tako pa si vsaj malo s tem, ko mogoče bolj sebe poslušaš in svojo intuicijo malo drugačen. Ja, pa zgubiš tisto pristnost, kar si na začetku rekla, ta zgodba, oziroma da delaš nekaj z veseljem. Tisto je tudi ful pomembno. Prej si tudi omenila ta flegmatika, da moraš biti na tem podjetniški poti, imaš tako malo bolj chill, ker če ne je res ful stresa pa enih stvari. A si tako na splošno po naravi si bolj flegmatik, ali si se naučila biti bolj flegmatik, ko glede tega? Ja, jaz sem čisti flegmatik. Se mi zdelo, jaz sem rekel, da moram plačati. Jaz sem vesela, da sem, zato ko Andreja ni čista, se mi zdi, da sem jo malo navadila v teh zadnjih letih, da je postala malo bolj flegmatična in da vse skupaj nekako jemljama kot neko igro. Saj življenje kot tako je neka igra, tudi podjetništvo je pač neka igra, v kateri se uživaš in rešuješ neke izzive in probleme. In ja, pač jaz vem, da če bi si vsako stvar, vsak komentar in vsako prepreko, ko pride, in teh je pač večjega podjetja vedno več in neke odločitve, ko so tudi z vidika nekega denarja, so vedno večje, mislim, vedno več denarja v igri, ko se odločaš, preveč razmišljala o tem, pa preveč se s tem obremenjevala, ne vem, če bi danes tu, kjer sem. Teda te stvari res treba malo spustiti. Še posebej se mi zdi, ko imaš enkrat otroka, je pa še toliko bolj, ker pač ti moraš popoldne, ko si z otrokom, pa za vikende to znati odklopiti in biti tam z njim, ker če ti si skozi v biznisu, nima doben več od tega, ne ti, ne otrok. Tako da, ja, še posebej jaz zdaj vidim, da je to res prava smerno. Kaj recimo tebi najbolj pomaga pri tem odklopu oziroma soočanjem stresom? Telovadba? Ja, mislim, meni je gibanje res tisto, meni je najboljš, ko sem, ne vem, končam delo, da grem na trening in se resetiram. Sicer ponavljam, rabim prve pol ure, da se možgani odklopijo, da pridem k sebi in da pol nekaj naredim za svoje telo in potem sem jaz ko prerojena. Tako da meni že, ne vem, po mojem že, odkar se pomnim, mi je vadba oziroma gibanje bilo tisto, ki mi je res zmanjšalo nivo stresa na minimum. Tako da ja, jaz to bi rekla, da najbolj. Kako pa treniraš oziroma kakšne vadbe imaš? Ja,
Trenutno treniram tako 4-krat na teden, Okay. Včasih 3-krat, imam pa kombinacijo, malo kardio pa moč, a ne. Okay. Malo pa funkcionalnost telesa, tako gibljivo, v bistvu vse segmente, no, nekako, ki bi jih naj vadba pokrivala, skušam vključiti v treninge. Imam 2 različna trenerja, vsako malo drugačen način treniram in me to pač ful odgovarja, no. Jaz moram pa tudi kljub temu, da imam ful rada šport, pa da mi je ful pomemben, pa da ful rada grem na telovadbo, še vedno pa rabim trenerja, pa imeti rezervirano uro, a ne, da rečem, okej, takrat v torek, v sredo, v četrtek ob 3, vem, da sem pač tam, a ne, mi je ful lažje, no. Ker vem, da če sama naredim pol manj, no. Ja. Pa zanimivo, glede na to, da si delal v fitnessu, a si tudi kaj bila osebna trenerka? Ne, to ne. Nikoli nisem v tej smeri nič vse, vedno sem sam trenirala. Okay. Ja. Nekaj, če bi bila osebna trenerka, bi pole bilo drugače, ker se mi zdi, dosti teh osebnih trenerjev se znajo sami spraviti, Ja. ne? Ampak nekateri pa rabijo pač nekoga. Ja, mislim, meni je bistveno lažje, no, pa tudi imaš pa malo družbo, en te malo usmerja, se mi zdi tudi, ko grem, je ful fajn, da rabim razmišljati, da mi pač trener reče, zdaj pa to, ko pač po celem dnevu nekih odločitev in dela, se mi zdi fajn, da se lahko pa tam res odklopim in pač delam, kar on reče in moji možgani grejo pač v neko drugo fazo, tako da ja, ta sistem mi odgovarja, no. Zanimivo. Prej v tistem, ko si predstavila, kaj je naredilo tebe pa malinco uspešno, si omenila tudi to edukacijo, izobraževanje. Koliko si se včasih, pa koliko se še vedno izobražuješ in kakšen je ta nek, če bi lahko postavila nek balans med delom, izobraževanjem, a bi znala to nekako predstaviti, kakšen je balans, pa recimo koliko enega, koliko drugega? Mislim, v osnovi jaz delam 8 ur na dan. Izobraževanje pa ponavadi potem, a ne, Okay. Ko imam prosti čas, oziroma večinoma se izobražujem, ko se vozim, ali pa zvečer, ko grem v posel, pa berem knjigo. Ampak ja, tukaj tudi je mogoče včasih dobro postaviti mejo, ko jaz vidim, da včasih si pretiravam in ne vem, v enem tednu poslušam preveč podcastov, preveč preberem, da tu imaš informacij in pol možgani ne sprocesirajo in potem si mogoče, ker sam sebe malo pod stres spraviš, kot toliko enih stvari, a ne. Tukaj se mi zdi, ko se izobražuješ, je vsak mora za sebe najti neko zdravo mejo, koliko ja, a koliko ne, pa predvsem se mi zdi to, ko se izobražuješ, da veš, da pač ne moreš vsega. A veš, ker pač toliko enih informacij in vsega, velika se tudi malo kontrirajo te informacije, da znaš potegniti, kaj je tisto, kar je za tebe okej. A veš, pač ne vem, ko preberem jaz eno knjigo, da rečem, iz te knjige, te 3 stvari bom naredila, ne bom jih 30 naredila, ker pač nemogoče, ampak bom naredila te 3, ki se mi zdijo nekako najbolj, ne, bom to probala, tako, da ni preveč, ko včasih tudi vidim, imaš še neke tipe ljudi, ki se sploh ne izobražujejo, pa imaš tudi tiste, ki se mogoče malo preveč in bi radi vse in pa spet ni okej. In pa si spet bo sam sebe bo nek stres spravljaš, ker hočeš to, pa vidiš, da ne moreš in no, tako. Neko zdravo mejo mora vsak pri sebi najti. Jaz bi rekla, da 2-3 podcaste na teden poslušam. Okay. Imam cilj, da preberem 20 knjig na leto, ampak to so tako mešano iz različnih segmentov. Ni zdaj to, da bi zdaj samo v podjetništvu bile, a so kje tudi v prehrani, kje v osebni rasti, kakšne biografije, avtobiografije se mi ful všeč, tako različni, včasih kak roman vmes, ampak ja, se mi zdi, da pa iz vsake knjige neko okej stvar potegneš, ja. Drugače pa imamo tudi mogoče kot zanimivost, oziroma mogoče bo dala komu kako idejo. Mi imamo pri nas v Malinci, zelo podpiramo izobraževanja in mi smo uvedli, mislim, da zdaj že 3. leto to teče, da če se izobražuješ, je to, dobiš dodatek k plači. Torej v smislu, enkrat na 3 mesece moraš prebrati eno knjigo po izbiri sam, pa 10 podcastov poslušaš. In če to v 3 mesecih narediš, ne dobiš 300 € dodatka. In na tak način smo skušali pač sodelavce malo spodbuditi k temu, da bi se pač izobraževali, ker smo videli, da eni pač rabijo malo več puša, a ne. Je pa vedno pač, vidim pa razliko pri ljudeh, ki se izobražujejo, koliko skozi po malem rastejo, mogoče se iz meseca v mesec ne vidi, ampak na neki letni ravni pa vidiš lahko nek napredek in zato se mi zdi pomembno, da pač tisti, ki imajo neke ekipe ob sebi, da jih res spodbujajo, da pač naredijo nekaj, no, na tem področju.
To pa ful zanimivo, tako da spodbudiš, ne, dodatno, kaj je dobro zate, za podjetje, hkrati pa tudi za njih, da se razvijajo kot osebe in tako. Zdaj si že parkrat omenila to osebnostna rast, meni je tudi zelo zanimiva tematika, mi je zelo blizu. Kako si pa s tem začela? To je bilo nekje verjetno vzporedno z podjetništvom, pa me zanima, kaj ti je na tej poti najbolj pomagalo, kako si dosegla neko to osebnostno rast. Mislim, samega začetka. Mogoče najprej se 2-3 leta, ko sem nas je še bilo maliti, ne, ampak polno, ko smo pa se začela ekipa širiti, ko sem videla, kako smo si ljudje različni, ta malo bolj psihologija ljudi, pa tudi psihologija v marketingu, ne, začneš to malo brati, pa pol, ko sem začela malo bolj te knjige z vidika pač vzgoje, pa ko sem začela razmišljati v otroku, itak je vse tako prepleteno, ne? Eno z drugim gre, ne? Ampak mislim, mene ta tema zelo potegnila, ker mi je zanimivo, koliko smo si dejansko podobni, pa hkrati koliko različni. In koliko je vsak človek tako individualen, ima čisto nek svoj način razmišljanja. In predvsem, jaz moram reči, da mi je ko sem se lotila tega, itak mi je prvo pomagalo pri sebi, da sem jaz neke stvari si je razpucala, hkrati pa tudi predvsem pri vodenju. Ker jaz vem, da na začetku sem slaba vodja, ker pač nekako avtomatsko misliš, da so vsi enaki kot ti, da enako razmišljajo, in dokler se malo ne poglobiš v pač različne tipe ljudi, ne veš, no, tako da na tem res eno močno področje, ki je ful zanimivo in nikoli ga ni konec, se mi zdi, da se skozi lahko na tem nekaj novega naučiš. Predvsem za kake vodje, tudi za vzgojo, jaz vidim, da mi to, na primer, ful pomaga, ne, da veš, v katero smer peljati otroka, katero znanje mu dati, kdaj ga moč pustiti, kdaj ne, na kak način prav kakšne informacije, tako, zanimivo. To je recimo mene ful zanimivo, ker starši, pa tisti, ki govorijo na tem področju vzgoje otrok, govorijo o tem, da kadar učiš otroka, učiš tudi samega sebe, ne, in spoznavaš samega sebe. In zdaj mi je fajn, ker si začela to tematiko vzgoje. Se pravi, s Filipom sta skupaj že kar nekaj časa, ne? 6 let, In potem sta, ko si rekla, si počasi začela razmišljati od otroka, kdaj si pa recimo tako se začela bolj izobraževati v to smer? Mislim, da izobraževati, da sem prav zažila na to temo poslušati podcaste pa knjige, takrat, ko smo nekako se odločila, da greva v ta projekt. Lahko temu tako rečemo. Tako, takrat. Prej niti ne, mislim, prej ni tako že, se mi zdi, da v vsaki knjigi, ko je na to neko temo psihologije oziroma neke osebnostne rasti, je vedno nek segment, ki se veže tudi na otroke. Teda že tako odprej imaš pol tiste neke zametke, ampak potem sem pa specifično malo res za to področje začela se takrat izobraževati. In mi je, ampak itak na koncu, kar potegneš je, da ti vzgajaš z vzgledom. Jaz lahko rečem otroku, mojemu, karkoli hočem, ampak če z tega ne bom delala, pač ne bo nobenega učinka. In dejansko, pač, če se ti psihološko, fizično, če delaš v tej smeri, da se nadgrajuješ, pač delaš najboljši zgled za otroka. Mislim, da to, ko on vidi, da gre, pa gre za malo na telovadbo, ko on vidi, da mi skupaj kuhamo, prav neke dobre obroke, da gremo skupaj na izlete, da se imamo fajn, da se imamo radi, da je to najboljša stvar, kar mu lahko jaz dam. Lahko vam 1000 besed rečem, pa ne bo takega efekta, ko pa če on to dejansko v tem notri živi. In ustvariti neko tako okolje za otroka, se mi zdi, da to je najboljša naložba. Pa tudi ni včasih mogoče, moj Filip večkrat reče, da ni vedno tisto, da je kvantiteta, ampak da je pomembna predvsem pri otroku, ko si z otrokom kvaliteta. Da takrat, ko si res njemu in mu daš tiste neke vzglede, ki hočeš, da jih on prenese potem v svoje življenje naprej. Tu me recimo zanimivo, kad ti kot podjetnica imaš še vedno 8 ur in potem, ko si rekla telovadba in pole verjetno predvidevam, da je prosti čas za družino, tako, otroka. Kuhanje, igranje in tako in potem, trenutno naš otrok v fazi, ko pred 10 ur ne zaspi, tako da po telovadbi se dejansko moj dan tudi zaključi za vse druge stvari, ampak je res pa namenjen samo pač družini in kuhanju in tem stvarem, pripravim za naslednji dan, kolikor se da, tako da, vse spremeni življenje kot družin kot otroka. A ti je bilo težko spremeniti ta življenjski slog iz tega, da si pač lahko bila v neki svobodi, delala, kadar si hotela in potem zdaj
posvečaš več časa družini in imaš tistih 8 ur za delo? Mislim, jaz sem rekla, da mi ni bilo tako težko, zaradi tega, ker sem se tako prej pripravila na to. Mani pomagalo to, da so živele večina mojih prijateljic prej otroke in sem že pač videla, na kak način ta stvar deluje, tudi Andreja, s katero imamo skupaj malinco, in sem videla, da pač ko enkrat imaš, da ti pač če hočeš biti dobra mama, ne moreš delati zdaj 10-12 ur na dan, ne gre, a ne. In teda, tu sem že imela, tudi smo se s Filipom, ko sem bila na srečo veliko o tem pogovarjala, neke plane delala, ki sicer niso šli vedno pol vse po tem, ker smo se videla zamislila, ne, ampak ja, ful se je fajn pripraviti. In seveda, da sem zdaj v fazi, ko tudi podjetje na tej točki, ko si lahko dejansko jaz nekako bolj v miru, bolj brez slabe vesti mogoče, privoščim porodniško, sem z otrokom, ko sem vedela, da ne bom rabila zdaj, da lahko delam 8 ur, pa bo podjetje lepo laufalo. Tako da sem bila nekako, sem se kar dobro pripravila in mi niti ni toliko šokiralo pol vse ta sprememba. Mislim, da je mogoče Filipa bolj, ker se mi ni toliko pričakoval, koliko bo vse to prineslo, vsaj ni imel toliko prijateljev, ko imel otroke, a ne dobenega praktično. Tako da ja, ampak se pol prilagodiš sproti, a ne, se še vedno, se še ni, a ne, ni to, da si zdaj boš pa navadil, pa skozi se moš malo prilagajati, a ne, vsako leto tudi otrok tako drugačen način z njim komuniciraš, drugačne stvari delaš, drugačne stvari razume, tako da ja, je skozi raste skupaj z njim. Ne. To mi je zanimivo, recimo, kad dosti poudarjajo, ne, da itak je življenje v sezonah, ne, prije pa sezona, sploh v podjetništvu, ne, prvih par let, ne vem, 50 let, odvisno koliko časa traja, da zrediš neki, itak je fokus samo tam, ne, in poleg počasi, ko recimo pri tebi, ko počasi tu zlaslo, potem lahko se malo omakneš, pa je že drugo potem obdobje, ne. In verjetno bo prišlo tudi obdobje novo, ko bo tvoji tamali malo večji in se ne boš rabila več toliko posvečati in bo lahko fokus pole nekje druge, ne. Tako je, to smo se tudi z Andrejo tako odločili, da zdaj par let je fokus res na otrocih, na družini. Itak vema, ona ima že 2, enega 4 pa 9 let, 10 bo že, mislim, da letos. In smo rekli, par let še je, rekel, moj ta večji, rekel, on ne rabi praktično skoraj nič več, ne. Mene tako in itak, otroci odrastejo, grejo po svoje, imajo svoje prijatelje, svoje obveznosti, svoje stvari in te ne rabijo več to, kot je pa prvih par let, ne. In sem rekla, za teh par let res hočem posvetiti njemu in pol bo imela še, ne vem, 50 let cajta, da lahko delamo več druge stvari, ne. Sam res si postaviti, neko mejo si moraš postaviti, oziroma se tega zavedati, ker ja, pa smo rekli, bomo pa videli, zdaj smo rekli, gremo bolj v easy, počasi rastemo, da se skozi nekaj dogaja, da ne zaspimo, potem pa ja, ko otroci odrastejo, bomo se pa zmile naprej, a ne. Spet lahko gremo lahko ne, bomo videli, kaj nam bo takrat pasalo, ampak zdaj smo v tej fazi, no. Tako smo se prav zmenili in ja. Koliko je pomembno, ne, zdaj se je videlo, ko si to govorila, koliko je pomembno, da si postaviš in pričakovanja, načrte, prioritete, ne, ker če ne, pole te res zanaša na vse konce, ne. In pomaš iz vseh strani te malo bombardirajo in potem moraš, a veš, in če se prej ne odločiš, kaj je prioriteta, in zdaj se moram odločiti med eno in drugo stvar, vedno rečeš, ok, moja prioriteta je zdaj to, pač rečeš v njih drugi stvari ne. Ker če ne, te pa se mi zdi pol kar iz ene strani na drugo stran vleče, ne, in potem zgubiš fokus in posod si in nikjer nisi zares. In otrok mogoče pol te ima malo manj, oziroma malo trpi ta družinski del, tako da ne. Veš, ki me še zanima, zdaj mi se mi pojavilo to vprašanje, kot tebe, kot podjetnico, ne, pač ko si podjetnik, itak nekaj, ko ustvarjaš, se ti zdi, da ti so tvoje podjetje kot nek tvoj otrok, mislim otrok in tako, in dostikrat si pole tudi čustveno navezan na njega, se pravi, bolj ko raste podjetje, tudi ti se boš počutiš, samozavest, samopodoba in tako naprej. Ne pri vseh, ampak vidim, da pri dosti, recimo. Kako si ti glede tega? Ti je v preteklosti oziroma ti še vedno vpliva na te kot uspeh podjetja in tako, ali si se uspela malo distancirati proti tega? Ja, mislim, jaz bi vse rekla, da je Marinca eden izmed mojih otrok, a ne, in tak res projekt, v katerem ful uživam in niti v tem trenutku si ne znam niti predstavljati, kaj bi druga počela, če ne bi tega počela, ko me časti kjer vpraša, boš to prodala, kaj boš pa pol, sem, kaj ne vem, mislim, ne razmišljam trenutno o tem, meni je to zdaj ful fajn, dokler bom ful fajn, bom pač to delala, ne. Ja, bi rekla, da ne znam se čisto distancirati od tega, ne. Nekako skozi nekje odzadaj je to, da to imaš, pač ni,
ni to, da bi pač lahko rekla, zdaj se pa 100% odklopim, pa nič ne razmišljam o tem, ne. Skozi zdaj, tako otroku, skozi malo razmišljaš, čeprav nisi zdaj, a veš, ko v vrtcu, ampak imaš to skozi neko odzadje, neko to odgovornost, ne. Vsaj nas je 12, imaš odgovornost do zaposlenih, do sodelavcev, se mi zdi do strank, do vsega in ne moreš kar spustiti, ne. Jaz vem, da pač najboljše spustim, enkrat na leto grem za 14 dni nekam, ko gremo na potovanje, da res probaš čim bolj takrat vklopiti, takrat mi kar dobro uspe, ampak nikoli pa ni tisto, da bi pa, ne, sploh ne bi bilo to nikjer, ne. Teda ja, jaz skozi kot nek otrok zadnji. Kako pa recimo uspeh oziroma neuspeh, a vpliva na te tako osebnostno čustnost? Jaz mislim, v preteklosti je bilo tako, smo nekaj poklukali, smo šli naprej. Se mi zdi, da smo premalo praznovali te uspehe, da sem jih premalo zavestila, a ne, se mi zdi, da zdaj, ko je pač kak dosežek, ko dobim kako nagrado, ko to, si bolj vzamem čas, da to malo proslavimo, da to res, da si hvaležen za to in da ponosen na to, da ni tisto, da moraš pa zdaj skozi nekaj več, a ne. Tako da ja, jaz mislim, da vpliva, jaz vem, da vpliva na mene in vsi neki uspehi in dosežki, dobro izpeljani projekti. Najbolj mi je všeč, ko so stranke zadovoljne, ko mi pošljejo dobre feedbacke, to mi je vedno tako, yes. Tako da ja, zdaj bi rekla, da ful velik vpliv, ne se znam distancirati, ampak ima ga pa vsekakor, no. Ja, to je zmeraj nek balans med tem, da greš proti nekim ciljem, ampak hkrati moraš tudi uživati na tej poti, ker če ne uživaš na tej poti, ko boš še enkrat prišel do tega cilja, je zelo velika verjetnost, da ne boš srečen, ker si se na tej poti tudi malo zgubil. Pole je naslednji cilj, in pole se zgubiš. Ja, in pa skozi več in več. To je tako je bilo, jaz sem mlada tekočasi, se mi zdi, da zdaj zadnje, predvsem odkar sem postala mama, da sem mogoče ta način razmišljala malo spremenila, no. Ja. Zanimivo. A je še kakšna taka stvar, recimo, ki ti pomaga malo odmisliti? Prej si omenila, recimo, vadba in fizična aktivnost, je mogoče še kakšna taka stvar? Si meni vsakega otrok pomaga odmisliti stvari, kuhanje. Pač takrat, ko sem pač sam tam in razmišljam o tistih stvareh, berem knjige, jaz imam veliko enih takih stvari, ki me res odklopijo od tega in mogoče poleg telovadbe, stvari, ki si naštela, še najbolj, tako sem tudi že prej rekla, potovanja. Jaz rada potujem in to je eden izmed mojih glavnih stvari, ko sem začela svojo podjetniško pot, da imam to možnost, da lahko potujem, da nimam 20 dni dopusta, ne, si na koncu itak ga ne izkoristim več, ampak samo da imaš opcijo, da lahko, ne. Tega potovanja so meni, to je meni to. Vedno mi je ful enih idej in razširim obzorja in drugačen način razmišljanja, vedno prijem ful motivirana nazaj. Ful motivirana za delo, za ustvarjanje, tako. In to prav rabim, ne, v svojem življenju, tako da ja. Pa tudi ful se mi fajn zdi zdaj, ko imam otroka, ko z njim potujem in on tako uživa, ko vidi svet in letalo in ne vem, zdaj še posebej, ko je že tako star, da razume stvari, mi je top. Da ste začeli prvič potovati z njim, koliko je bil star? Prvi smo, 4 mesece je bil star, ko smo šli prvič v Ameriko. Ja, tako da je bil zdaj dojenček in smo dobili v spredi, ko dobiš tako prav poslico, ko se gor da na sprednje zice, se tako besi in v tisti poslici, on spa 5-6 ur, na tisto letalo, ko lete, mislim, koliko 11 ur, nekaj takega. Tako da ja, takrat smo začeli in je bilo brez problema in v takrat naprej smo pol kar. Ima kar neki leto in držav že za sabo. Super. Ja, to se mi zdi, ful veliko otrokom da. Pač tako, še zdaj vidim, pa zdaj star 3 leta, ampak on se spomne, kaj, ne vem, 1 leto nazaj bilo, ko je bil star 2 leti, on se spomne vse, kaj v Maleziji delal, kaj je videl, tako, pač res jim ostane, ne, kaj reče, ja, otrok mali, nič si ne bodo zapomnili, pač to vse ostane nekje. Tudi ta izkušnja, ko jo dobi in mislim, ful dobro, no. Če imaš možnost, da daš otroku neke take izkušnje, če to tebi kul seveda. Ja, itak. Zanimivo. Veš, kaj me še malo zanima, vaša družinska dinamika doma, kako to poteka, glede na to, da sta oba podjetnika, oba solastnika firm, kako recimo si uskladista življenje? Ja, v bistvu vidimo enkrat na teden sestanek, ponavadi soboto ali pa nedeljo, in skladimo urnike za naslednji teden. Okay. Načeloma pa itak imamo zmenjeno tako, nek fiksen urnik, da ga kjer pelje, da ga po njega. V osnovi imamo vsak en dan med tednom, ko imamo
frajc, druge stvari, ne vem, jaz sem v sredah popoldne, pa grem jaz na drvatbo, pa na kakšne nohte, pa kako tako da pa nek popoldne za sebe, Filip ima torke, ostale dneve smo pa med tednom pač skupaj popoldne od 4, včasih bili prije ob 5, smo pač skupaj potem gremo kam, radi okoli hodimo, danes gremo na tekmo v Stožice. Kaj ste gledati, kaj je zdaj nas? Nogomet je Olimpija, ne vem. Olimpijska tekma. Ja, ne vem, mene sta včeraj pripričala, ker ona dva fora, da hodim na tekme, da grem zraven. Okej, da so vse karte razpravljene, v 15,000 ljudi, in ta energija je pol dober, ko se ustvari na štadionu, tako da, ja, veliko okoli hodimo, kuhamo, tak, pač imamo se fajno. Ja, imamo še tak psa, tudi so ti sprehodi. Pol za vikende pa čisto odvisno, no. Za vikende pa načeloma, mislim, Filip dela tak, saj ponavadi pol dneva, ali pol sobote, ali pol nedelje. Jaz pa za vikende noč ne delam, redko kdaj, no, če je res nujnega. In potem imamo, ja, se organiziramo, pa gremo na tržnico, malo na kako kavico, v sobotah dopoldne, kuhamo, gremo na kakšne izlete, malo babicam, tako. Probam čim bolj easy, da so pač med vikendi. Ne morem glih te reči, da se človek spočije fizično, ker ko imaš tako malega otroka, ni glih, ne, je skozi akcija, on bi se igral 5 ur skupaj nogometa, ne, tako da se pa vsaj psihično malo odklopiš od vsega in pol se mi zdi, da ponedeljke vedno mi je ful fajn iti v službo zaradi tega, ker sem se toliko odklopila, da imam zdaj spet, ne, tisto motivacijo, energijo, da pač ni problema, no. Tako da, ja, zdaj, če imajo kaj izrednega, se vedno uskladimo. Ni problema, ne, če je kakšna stvar, da je popoldne pa tako. Skušamo pa tega čim manj dejansko, nekih stvari, če niso res nujne, da ne. Imamo tudi ful fajne babice pa tete, ki vedno vskočijo, če je potrebno. Zdaj že tudi Mateo tako star, da z veseljem gre tudi za kak vikend na počitnice. Tako, se mi pa tudi zdi fajn, da si znaš, tudi ko imaš otroka, vzeti čas ne samo za sebe, ampak tudi za partnerja. A ne, ker se mi zdi, da on na koncu najbolj izvisi ta zveza, pač poskrbiš nekako za sebe, poskrbi za otroka, za neko družinsko, ampak da si pa sam s partnerjem, pa imaš še malega otroka, je pa časih krizijo, ne. Še posebej, če nimaš kakih babic pa dedijo ali pa nekoga, ki bi tega čuval, ne. Ampak se mi zdi to pomembno, da najdeš nekaj časa za to, zato ko se mi zdi, da okej, če zdaj boš ti 10 let posvečal samo otroku in bo ne partnerski zvezi nič, zato se mi zdi, da gre to toliko veliko enih parov, potem ko otroci odrastejo na ker dejansko 10 let nisi delal nič na tem in pol stvari počasi pač propadajo, oziroma se nabirajo in težko pol neke situacije rešiš, če jih sproti pač ne rešuje stvari in si vzameš čas en za drugega. Teda mi imamo tudi potem letni cilj, da gremo na 30 zmenkov. Ja, tako da pač to moj Filip organizira, ampak ja, da se prav vzameš čas, ne, ampak pravno je, da moramo imeti stvari določene. Meni je ful težko reči, se bom šel na zmenek, ne, ampak če dejansko pač se tega ne daš v urnik, če tega nekako ne planiraš, kar gre, mesec kar gre, tedni kar gre in pol, ne, tega ne narediš oziroma malo pozabiš na tako. To da mama res prav, Filip ima Excel tabelo in piše, kdaj smo šla na zmenek, kam smo šla, in mama za lansko leto že imamo vse, in smo imela 20, to smo šla na 30, povečala dozo. Ja, to mi je bilo ful zanimivo pri Filipu, ko sem prvič dobil kot darilo njegovo knjigo, pisma Leonu. In poleg tega noter se je videlo, kako ima vse strukturirano on, kako je res pač stvari ima naštimane, tudi poleg kako se ponovno obnavlja ta znanje, ki jih je dobil z obnovami in tako, in mi je bilo ful zanimivo, ne, da da toliko na to, ne, ker včasih res rabiš, ne, prav fokus, ko si že parkrat omenil na tle. Ja, pa on je tudi ta karakter, da rabi imeti, da mora vse vedeti, da rabi strukturo, da rabi imeti nek sistem. Vse sem jaz tudi sam ne tak skrajnost kot on, ne, on pa res rabi vse. Jaz sem se tudi kar navadila, zdaj že zaradi njega, bolj potem fokusirati, ampak ful je lažja, ne. Če delaš malo po tem sistemu, je pa ful odvisen kak karakter si, ker eni pač niso za to in bi v takem sistemu trpeli, a ne. Tudi jaz sem neka moja mora biti, ne, ker poti pa, če imaš pa vse preveč, ti pa se mi zdi tisto neko spontanost pa svobodo spet vzame, a ne. Moraš najti neko pravo moja za sebe, vsak mora najti to, a ne, tako. No. Se veselim tudi, s Filipom sva tudi v kontaktu, tako da za podcast, tako da me veseli, da bom tudi z njim malo klepetala od tega. Veš, včeraj, ko sem poslušal ta podcast z Ušo, me je bilo zanimivo, ker si razložila, kako so tvoje trenutne prioritete. Če bi jih tukaj predstavljal, se mi zdijo ful zanimivo, ker niso
Nekatere stvari so nižje, oziroma nekatere so više, kot bi pričakoval, recimo zate oziroma za neko podjetnico. Ja, jaz moram reči, iz tega podcasta je bilo največ feedbackov točno to, kako sem lahko izdala svojega moža na 4. mesto, ne. Eni so rekli, ful dobro, da si to povedala, drugi so pa rekli, pač, kaj si, a veš, ne moreš teka, ne. Tako da ja, jaz bi rekla, da pač osnova je moja prioriteta otrok trenutno. Pač jaz si vsako leto, tudi Filip, si vsako leto napiševa neke tiste prioritete, a ne, in tudi vedno, ko moraš pol neke odločitve sprejemati, se lahko na podlagi teh prioritet, ki jih imaš za tisto leto, odločaš, a ne. Meni zaradi tega pol ful lažje in pač pri meni je na prvem mestu trenutno otrok, jaz, Malinca in potem je Filip, a ne. Pač nekako tak vrstni red, ampak se to še ne pomeni, zato sem rekla, mi imamo vsem 30 zmenkov, to ne pomeni, da se z njemu pač, a ne, ampak je pa res, da zelo malo časa res preživimo sama skupaj, da bi se lahko pogovarjala, ker dinamika tok, tudi Filip je zdaj trenutno v nekem novem projektu, od lani od junija, torej še ni niti 1 leto in itak s tem je ful veliko enega dela in razmišljanja to in ima njegov fokus je pač tudi malo bolj tam, tako da, ja, treba si je postaviti in razmisliti in pol se to spreminja, ne. Filip je rekel, sicer za letos sem jaz njegova prioriteta, ker hoče še na tem delati, da nimamo istih, na primer, ne rabimo imeti istih, in tudi pol vedno vidim, da se on pol ful bolj trudi, pač organizirati zmenke, pušča mi listke, ful mi skuša pomagati vedno njegova vprašanja, kako ti lahko pomagam. Ne, res se trudi in pač to ful cenim in sem ful hvaležna za to, tako da ja. Ful lepo, no, kakor si opisala ta vaš odnos, mi zdaj ful tako fajn, prijeten, tudi premišljen, ne, dostikrat moraš tudi malo premisliti stvari, tako da ful lepo. Moram pa še povedati, da še vseeno, ni zdaj, da bi pa bilo vse, a veš, popolno, da ne bo zdaj napačne neke predstave, še vedno so pač tista nestrinjanja, od dogovarjanja, en bi to, en bi ono, mislim, ne, vedno so v nekih partnerskih odnosih kompromisi, ful je odvisno od karakterjev, oseb, ki so v neki družini, a ne, kaka dinamika je pol, no, tako da tukaj, se pravim, ful je res, odvisno, kako si postaviš stvari, glede na to tudi mogoče, kaki karakteri so skupaj, ne. Kako pa recimo rešuješ ta neke konflikte oziroma neke stvari, ki pridejo? Odvisno, Filip je v osnovi tak, da je, njega poznaš te karakterje po barvah. Lahko malo predstaviš? Ja, pač, mi smo par let nazaj sem to spoznala, ko smo imeli v Malinci na to temo predavanje in pol smo tudi delali teste, kjer karakter je katera oseba. In jaz moram reči, da to nam je takrat zelo pomagalo vsem pri razumevanju en drugega, ker smo ugotovili, da se toliko med sabo razlikujemo, a ne. In to, da se ločijo se karakterji po rdeč, zelen, moder pa rumen. Rdeči so pravi tiste vodje, ki so zelo ambiciozni, ful drejo naprej, večinoma hoče, da je tako se oni zamislijo, da tako je, zelo so direktni in Filip je pač rdeč. On nima praktično nič drugih veliko barv, ampak je zelo, zelo rdeča oseba. In zato tudi z velikimi ljudmi zaradi tega težko dela, a ne. Ker je pač toliko direkten, toliko hoče več, od vsakega pričakuje, da je pol to včasih izziv. Jaz sem na primer rumena, jaz sem ful rumena, pa tudi kar velika rdeča, ampak pač v osnovi sem rumena. Rumeni smo flegmatiki, taki v easy, radi imamo družbo, radi govorimo, radi mislim tako, v easy tudi si ne jemljamo stvari preveč k srcu. Potem so pa zeleni, ki so pa zelo čustvene osebe in z njimi je treba, ne moreš jim stvari direktno povedati, zaradi tega, ker treba stvari pač razložiti, malo mogoče zaviti v celofan in na tak način predati, da jih ne prizadeneš, ne. To so zelo tiste čustvene osebe. In potem so še modri, so pa tisti, ki imajo radi red, morajo vedeti, za kake delajo, vse stvari ful podrobno preberejo, tudi tisti, ko berejo dolge opise pri izdelkih, na primer, a ne, ali pa na deklaracijah, ful jih stvari zanimajo, in vse morajo imeti popredalčkano in hkrati tudi morajo imeti ful veliko navodil in morajo dati za neko nalogo, na primer, ko jo morajo narediti. Računovodje so ponavadi, pač pa ti finančniki so modri, ko so zelo natančni, ko so zelo analitični, tako. To so pač 4 tipe, čisto na kratko, drugače to, mislim, da ona knjiga Obkrožen z idioti, je naslov v slovenščino predaja, ker so ti karakterji ful opisani po barvah, a ne.
da se pa tudi teste narediti, če se online napiše, ne, testi osebnosti, se ne vem, kako se zdaj te metodi že reče, ampak, ja, lahko narediš test, da vidiš, kaj si, ampak se mi da, jaz, ko osebo spoznam, takoj vem, kam jo umestila, zdaj, ko že to poznam, in ko smo mi te teste delali, smo ugotovili, pač, koliko smo se mi med sabo v podjetju različni in na kak način moramo s kom komunicirati. Nas je največ rumenih in rumeni smo res tisto, poveš 2 besedi, on ve, če kaj narobe, mu poveš, ni užaljen. Tako, zelo enostavna komunikacija za mene, zato, ker sem pač tudi rumena, mi je z njimi najlažje delati. Ugotovila sem na tisti, ko so modri, res morajo razumeti, natančna navodila, jasno moraš povedati, kaj mora narediti. Mislim, čist drug način komunikacije, ni ena beseda dovolj, ampak mora biti 100 besed. Potem so pa res zeleni, ko pa res moraš tudi paziti, na kak način jim neke stvari poveš, ne. Tako. Ja, nekako smo do temu prišla. Ja, kako pole rešuješ neke konflikte oziroma stvari v odnosu? Tako da on je čist rdeč, jaz sem čist rumena, ponavadi je tako, da sem jaz kar prilagodljiva za stvari, ampak imam pač neke stvari, ko pa jaz mimo njih ne grem, naprimer, ko pač vem, da jaz sem odstopala od njih, ampak načeloma tudi vidim, da se on trudi pol prilagajati pri določenih stvarih. Je pa včasih izziv, ker sem pa vseeno, on je tako sem nekaj fejst rdeč, jaz sem tudi veliko rdeče, pridi do nekega, ne, skupnega. In včasih pač rečem, ali tukaj nama prišla skupaj, da tudi pol dopriš do točke, kažeš, pač, imamo toliko različne mnenja, da ne bomo mogla en drugega prepričati o neko stvar, ampak, ali pa da eno stvar je toliko pomembna, ne moš človeka spremeniti, a ne. Pač samo moraš razumeti, da tukaj pač ne boš nikoli prišel skupaj, da se s tem sprijazneš in to veš, pri nama je konkreten primer so potovanja, jaz ful rada potujem, on pa, če le ne bi bilo treba, ne bi, ne. In pač, ampak jaz sem na začetku vedela, to je pač meni ful visoko na lestvici prioritet, jaz to res rabim zato, ko mi to veliko pomeni, ker vedno uživam, ker se pač takrat resetiram, in pač se on pol prilagodi, a ne, vem pa tudi, da jaz ne morem zdaj forsirati, da bom vsak mesec nekam šli, ker on pač ni tak, a ne, tudi vem, da jaz sem šla na potovanje, pa sem bolj sproti rezervirala stvari, pa tako, v easy, zdaj pač moram imeti vse hotele naprej rezervirano, vse si, da on ve, kam gremo, kdaj bomo kje, da se pripravi na to, pač malo drugačna dinamika je, ne, ampak tukaj smo se pač oba mogla malo prilagoditi temu, ampak še vseeno vem, da bo on šel, zaradi tega, ker meni to toliko pomeni. Zanimivo. Ja. Tu mislim, da sem že enkrat slišal za te teste osebnosti in zdaj na očku bi lahko rekel, da sem vsega pomalo, večinoma pa tista zelena, ona čustvena oseba in tako ful močno čutim in to, kar je včasih malo. Ja, včasih zna biti izziv, ampak je ful fajn, zato ker meni so pač ful fajn imeti v ekipi osebe, ki so zelene, predvsem tudi v marketingu, ker znajo ful dobro imeti za customer support so odlični, ker znajo poslušati, znajo slišati stranke, in ne vem, tudi v marketingu so ful dobri za, ne vem, pisanje vsebin, na primer, zaradi tega, ker se znajo postaviti v vlogo drugih in jih razumeti, tako da, ja. Vse ima prednosti in slabosti. Ja, vsega moraš imeti pomalo, ne, naprimer, tudi okoli sebe, tudi v življenju je fajn, da imaš z različnimi ljudmi obkrožena, ne, tako, ja. Ja, jaz sem videl, recimo, mene ful paša, če imam kruh sebe ljudi, ki so ful flegmatiki, jaz sem ful preveč naštudiran, pa se sekiram za stvari, in poleg, ko sem kruh kakšna flegmatika, sem dej se ne rabiš tako sekirati. Tako da malo nasprotje se res prevlačijo med sabo, ne, tako da. Veš, ki sem rekel, še na hitro bi se ustavili malo pri dopolnilih, pri malinci imate ful različni, ful visok spekter, širok spekter dopolnil. Kaj recimo vidiš, da se najbolj prodaja, pa recimo kaj najbolj pomaga ljudem, če bi recimo lahko izpostavlja par izdelkov. Ja, zdaj, en segment je vsekakor ta osnovna prehranska dopolnila, kot so omega, magnezij, vitamin D3, na primer, to je pa B-kompleks, to so neke tiste osnove, ki se vedno dobro prodajajo, zaradi tega, ko so to nekako poznane, ker ljudje se zavedamo, tudi lahko se daš v krvi testiraš, vidiš, če ti primanjkuje. Potem je pa drug segment, na katerem smo mi močni, je pa konkretno ta beauty segment, torej prehranska dopolnila, ki se vežejo na, tem rekla, lepoto, tu pa govorimo zdaj o kolagenu, mi imamo tudi MSM, to bi ste imenovali lepote, vse, kar je mogoče malo povezavi z, ne vem, kožo, lasje, nohti, ta segment je, ne vem, pri nas ful močen, pa raste, kar pa raste v, ne vem, zadnjih letih, so pa adaptogeni. Torej pač adaptogene rastline, imamo mako pa švagando,
to je v bistvu edini segment, ki bi rekla, da res raste. Drugi so zelo konstantni, ta segment pa naprimer je zdaj zelo in mi, ko smo začeli 12 let, smo začeli s temi in so bili takrat zelo nekako in, potem je pa to malo vse potihnilo, zdaj pa spet prihajajo na plano, a ne. Tako da, ja, to bi rekla, da so neki tisti, ja. Ja, adaptogeni se mi zdijo res fajn dopolnila, sploh recimo za stres, hormonsko ravnovesje in to, ne. Jaz recimo sem tudi videl, kako na začetku, jaz sem dosti zgodaj spoznal te recimo adaptogene. Ja, samo poleg tle v Sloveniji ni še bilo toliko poznavanja glede tega. Jaz sem prej še delal v drugi trgovini, v proteini.si in poleg, ko sem videl, ko so začeli spoznavati to švagandu, se poleg kar prodajala, pa so videli recimo, kako se dobro, kako dobro vpliva in na počutje, in na stres, in na vzdržljivost, in na potem libido in tako naprej. In so res take powerful rastlince. To bi si mislil, ne, pa samo neka rastlina je dejansko in ima res dobre efekte, lahko, marsikaj lahko. Tako, na naravni način rešiš, no, in si oziroma podpreš, no, sam sebe, si pomagaš. Zdaj se mi zdi, tudi rastejo te medicinske gobe, dosti rastejo, ta cordyceps, lion's mane in to, tako da reši, pa v kombinaciji s kavo, ne, recimo ta. Ja, mi smo glih zdaj lansirali januarja ta Power Up, naprimer, ko je pa kombinacija, ko smo hodili neki tako, da te malo zbusta, ko smo dali kombinacijo v bistvu adaptogenov, gob, pa magnezij pa B-kompleks, ne, tako da. Z energijo. Ja. Se mi zdi, to smer gre, no. To tudi ljudje rabimo v našem tempu življenja, pa če te lahko vsaka stvar malo pripomore k temu in pol do tista pika na i, no. Tako da, mislim, jaz bi rekla, trend prehranskih dopolnil je v porastu, a ne. Je vedno več konkurence, to je dejstvo, in tudi, kar me malo skrbi, ker je pač zelo nereguliran trg, in nikoli ne veš, kaj kupiš, a ne. Mi imamo kar nekaj slabih izkušenj tudi s proizvajalci, in se mi zdi, da če se to odločiš, mislim, jaz jem kar nekaj prehranskih dopolnil, ampak res fajn, da veš, od koga kupiš, nekako zaupaš proizvajalcu, znamki, zaradi tega, ker veliko stvari na trgu je pač vse na vihedu, a ne, ker nič ne dobiš, na primer, a ne, ko so res tako, ker je tako neregulirano vse, še posebej, kar se izven Evrope naročuje, tisto je še sploh, pa tudi že v Sloveniji, ko imamo nekaj odličnih, vrhunskih proizvajalcev, imamo tudi take, ko ne bi mogli tega reči, no. Tako da, ta trg je, se mi zdi, zaradi tega toliko triki s temi prehranskimi dopolnili, ker nikoli ne veš, kaj dejansko pač kupiš, kaj je dejansko noter, a ne. In tukaj je fajn, da res pa, ne vem, se malo spoznaš z znamko, z izdelki, da nekomu zaupaš, pa pač tistega jemlješ, no. To. Treba biti malo previden. Ja, sploh na ameriškem trgu ne še toliko manj regulacije, oziroma tam sploh ni regulacije in poleg, če slučajno kakšen izdelek ima kakšne stranske učinke, šele takrat začnejo gledati, kaj je noter, ne, medtem ko pri nas v Sloveniji je drugačen, oziroma sploh v Evropi je drugačen postopek. Pa drugačne odstopanja, no so, ne, pri nas je tudi lahko, ne mislim, da do 20% odstopanja, kaj je noter, ne vem, če gledaš, koliko je vitamina C, lahko 20% gor ali pa dol, tam mislim, da v Ameriki 99% lahko odstopa, to pomeni, da pač, ne, lahko nič ali pa ful, a veš, mislim, ni tega, ne. Pa tudi tukaj, a veš, vse so neka, tudi v Evropi so neke smernice, neka pač pravila, ampak še vseeno, to ne pomeni, da so res to, zaradi tega, dokler ti tega ne daš testirati v laboratoriju, ne veš. Tudi mi, kot proizvajalci, pač jaz lahko naročim, nek magnezij, ko imel toliko pa toliko tega. Ampak ne vem, dokaj ga jaz sem dala testirati, ne vem, če je to. In je treba dati pač res pol stvari vedno v teste, testirati, da dejansko veš, kaj dobiš, če nisi ti sam proizvajalec, ne. Tako, zelo je, mi smo, se pravi, večinoma imamo dobre izkušnje, ampak smo imeli pa tudi slabe, ne. Z slovenskimi proizvajalci, tako da, ja, smo ful previdni pri tem, ne. Ja, zdaj sem videl, da na Amazonu se pojavljajo skeni, ne, kjer v bistvu proizvajalci kopirajo druge izdelke, ampak noter pa ni točno tisto, kar je tisto. Ja, ful je, tukaj je zelo, zato se mi pa zdi, po eni strani bi moglo biti malo bolj regulirano te stvari, pa se malo zaveščati ljudi o tem, zaradi tega, ker, ja, včasih pa, ne vem, lahko, se pravi, ne veš, kaj poješ in je pač res bedna situacija, včasih veš, da bi bilo fajn, da ne veš, kaj bi kupil, vsega je preveč, konkurenca pač itak pa gre, kdo ima več budget za marketing na koncu, tako. Razumem ljudi, ki so skeptični glede tega, no. Ja.
Tako da ja, triki trg, si rekla. Ja. Evo, zdaj gremo proti koncu. Za konec vsakega podcasta imamo pa za vsakega gostjo, dve vprašanji, ki so direkt vezane na tematiko oziroma na tematiko podcasta. Ime benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje in če bi znala strniti 3 nasvete za več dobrega počutja. Jaz bi rekla, da je nekako moj fokus v tem, da stremim dobremu počutju, zaradi tega, ker če se jaz dobro počutim, če imam dovolj energije, vem, da sem potem in dobra mama, in dobra žena, in dobra šefica, in dobra prijateljica, tako da nekako v zadnjih par let veliko razmišljam o tem, veliko se izobražujem o tem, kako pridi to optimizirati, ampak če bi pa nekako mogla izpostaviti 3 stvari, ki mogoče najbolj pripomorejo k temu, da se dobro počutimo, bi pa rekla, da je to spanje, da se dobro naspimo. Res se pozna, či to spremljamo, ta svoj trend spanja. Druga stvar, gibanje. Da energijo, te sprosti, bolj se počutiš, delaš na mišični kondiciji. To so stvari, ki pač so neka osnova in bi mogli vsi k temu malo bolj strmeti. Tretja stvar pa prehrana. In tukaj se mi zdi, da raznolika in uravnotežena. Nobena skrajnost se mi pri prehrani ne zdi okej, ampak mora biti vsega pomal. To se mi zdi tista prava smer, ki lahko dolgoročno držiš. Ker nobena skrajnost se mi zdi pri prehrani pa spet ni okej. Če imaš to poštimano, če imaš dovolj spiš, če se gibaš, če je neko uravnoteženo, se skušaš prehranjevati, narediš 90%, po mojem mnenju, za dobro počutje, potem so pa seveda te pike na i, ki lahko to po procent še skušamo izboljšati. Zadnjih 2 točki smo že malo predebatirali, se pravi prehrana plus fizično, kaj pa recimo kruh spanja, ker so neke take strategije oziroma stvari, ki si jih držiš za dober spanc. Ena je vsekakor to, da pač spim v čisti temi. Druga je to, da skušam iti približno ob isti uri spat, ko med 10 pa 11 hodim spat, da spim tam 7 do 8 ur, zaradi tega, ker sem videla, ko spim 6 ur, pač nisem optimalna, pol ne v službi, ne doma, tako da to, da imam tisti nek zadost spanca, Saj ni neke znanosti, veš, tako, da imaš v redu poslo, da nimaš prevroče, da se vanj počutiš v pidžami, v kateri spiš, take stvari, tako. Jaz porada zvečer pridem spat, spijem en tak zeliščni čaj za spanje, tako za malo za pomiritev, pa tako. Imam občutek, da lažje zaspim, ne vem, če je res to. Nekako te neke osnove, sej. Vse na koncu. Sam držati se jih moramo, ne. Vse na koncu so pač res tiste osnove, ki ti največ dajo, ne. Ko že preveč kompliciraš, pole preveč razmišljaš o tem in že. Ni, pač vse so pa tiste neke to pa vse je, ampak se mi zdi, da živimo v nekem hitrem svetu, ko se toliko stvari dogaja in pač ne moreš vsega in se dejansko boljše imaš tistih par osnov poštimanih, ko pa da greš v eni stvari v tako skrajnost, da pol pač si bolj pod stresom, pa da bi si dobro naredil, ne. Tako da zmernost pri vseh stvareh. Prve osnove in pole dodatki in pole na koncu še kakšen biohacking in tako naprej. Evo, super. Hvala, Nastja, za tvoj čas. Res me je veselil pogovor, zanimiv pogovor. Zdaj lahko še deliš, kje te lahko ljudje spremljajo. Vem, da si all over the place, ampak tako da. Največ sem sama aktivna na Instagramu, drugače pa Malinco najdete na malinca.si, YouTube imamo, TikTok imamo, Facebook, podcast imamo, Človek ob mači, enkrat na mesec imamo epizode, tako da dejansko smo aktivni na praktično vseh kanalih, tako da ni nas težko. Če pa hočete mene osebno, pa najlažje na Instagramu, Malinca Nastja. Evo, zdaj za konc imam še eno darilce zate, ki si se pripeljala v Brda, zdaj ne vem, kako si vedel alkohola, ampak tako ne. Spijem se. Tako, boste imeli malo za doma. Dve vini tle naše kleti Brda, tako da. Najlepša hvala. Hvala tebi, res da si prišla, tako da hvala vsem za poslušanje, gledanje, upam, da vam je bilo zanimivo, da ste malo bolj spoznali obraz za Malinco, oziroma Nastjo Malinco. Tako, in dajte nam napisati v komentar, dajte kakšno sporočilo napisati, kaj vam je bilo najbolj všeč in to, se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau. Čau.